Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lijep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal. Današnja oddaja je posvečena povsem ženam in 8. marcu. Ob tej priložnosti smo vprašali žene iz Nadiških dolin, kaj mislijo o tem dnevu. Intervjuje je pripravila Marina Černetič. Če mislit na tavžin temernih dni, gledam vodo, ki teče mirno med. Ada Tomazetić pa nam je povedala, ki mislijo na 8. marcu. Kaj mi pride tu pamet? Mi pride pamet, da žena je rodila svet, an šele havarije. Ankrat so govorili, da zemlja je bila ta velika mat od vseh. Ampak tle v naših mikanin svete so prišle krivapete, ki nas so učile, nas so branile. Še tu veri je na žena, ki je častjena od vseh tistih, ki verjejo, ki je mati Božja. Če mislim na do nas, za me so le žene, vse tiste, ki so na svete, ki skrbijo še bolj kot možje, če glih bi nam mogli živeti brez njih. One skrbijo potihu, pametno, za njih srce, nimar za me, je bolj veliko, tuče za vse, vsakega z veliko ljubeznjo. Gledam vodo, ki teče mirno, tam vidim moje poti. Bruna Dorbono, predsednica Zveze beneških žen, ki že več kot 30 let organizava 8. marec tle v Nadiških dolin. Ali ima Bruna še do nas pomen tele 8. marec? Za me bolj kot pomen je spomin, moram reči. Spomin sajtu, ki so bili bolj tardi kot vsa, ker težko nas je bilo sošafati, ker nismo imeli makina, smo bili stresene po vseh. Sedaj še bolj težko je se ošafati, pa za vsaka je za svojim delom. Se narivamo pogovoriti. Čas Bogu na njo stutelj dan, ker enkrat smo pravile naše pravice. Sedaj gledamo praviti naše pravice, ma tudi se posmajati, a nazaj se spoznati, zakupe naprej delati. Ki teče mirno, tam vidim moje poti. Čeči, kaj za te 8. marec, ali pa kaj je za te, to je skupino, kaj je? Moram reči, da mi v Benečiji smo naprej, predvsej mi mladi, ker mi mladi imamo skupino Mladi Benečani, kjer mi kot Roza smo jih že šli naprej, ko se reče. Ja. Mi imamo predsednico, podpredsednico, tajnico in blagajnico. Tako same žene. Tako da vi komandirate. Ma kaj bi da mi komandirajo, ki ćeš da naredijo pobi na celem svijetu i rabimo samo za premakniti kandreje. Tole je 8. marec za te Čečilja. Kabi, žene komandirajo tle v Benečiji. Sem zamenjala očala, an vidim nimar hli. More bit, sem samo bujlačna ko prijet. Lačna od tistih reči, ki so že deleč, od ljudi, ki sem jih pozabila. Antonello Bukovac, učiteljica na dvojezični šoli, ima več kot vse pesnica, zelo poznana po Italiji in po vse rode. Kaj pomeni za te 8. marec? Allora, ali pomeni ki 8. marec za te? Guarda, na vso silo ti povem, da ima velik pomen. Ima velik pomen zato, ker na vse
ki živimo tako lepo, ki se nam zdi, predvsem tle v našem piču. Predvsem tle v našem piču tako srečno življenje imamo, ne? Bogato življenje, mirno življenje. Situacija drugje po svetu, predvsem za kar se tiče žene, ni tako srečna kot tle. Perkuj, retorika je velika vmes tel dan, seveda, ne? Če mi gledamo samo na se, ko mi žene tle živimo, ovviamente se nam zdi vse zaman govoriti vmes tel dan. Je pa pomembno, zato ker imamo priložnost, da se invece pozanimamo tudi, malo bolj poglobimo tudi tisto, kar se dogaja drugje. Okoli nas. Ja. Za te, ki pomeni 8. marec? Zame je zelo važno biti svobodna in libera, kakor so žene v več krajih sveta. Danes, kaj bi si želela, je, da tudi v tistih državah, kjer so žene še ogrožene, da bi se kaj spremenilo v boljše. Jaz mislim, da moramo praznovati vsake leto 8. marca. Zak mora priti dan, kar nam bo več treba praznovati. Takrat bomo vsi enaki, žene a može. An se vede, ne bo več nobenega tipa meja. Tako nam je povedala Ilarija Bankić, novinarka na Domu. Osmi marec je dan, ki kot praznik ima specifični zgodovinski in socialni pomen, je pa tudi dan, ki gleda valorizati vse žene za tisto, kar delajo v vsakdanjem življenju. Žena ni samo mat, prijateljica, ljuba, je tudi oseba, kjer pravice morajo biti spoštovane na delu. Naprimer, dostkrat čujemo, da žene izgubljajo delo za vojteha, ki čakajo otroka. Korde ženan priznajo iste pravice kot možem, le tako bo svet bolj tuhlih. Tako nam je povedala Larisa Borghese, ki dela na časopisu Dom. Lete se zapletajo, hrbi do moje glave, naplujejo zosti, ostanejo sami, noge na vedo, kanaka da se bo glava zapletla. A zate kaj je 8. marec, Maričkica? 8. marec je samo komercialna stvar, a se je izgubil te pravi pomen. Žene se morajo boriti ne za biti enake kot možje, ma za potrditi, kar smo, biti žene. Hvala, Marička. Prosim. Ja, allora mi se pare napomeniti kaj več kot enkrat, da pomeni manj kot enkrat. Mora biti, da enkrat smo bili midruski. Mi smo midruski, lahko nismo drugačni, smo bili bolj mladi, polne voje, da smo ratali stari. Ma je bilo še puno reči za narediti, mora biti. Ja, je bilo puno reči za narediti, ja, tudi. Sada, ne vem, kaj ti mogla reči. Te mladi so všafale, pa pravljeno načujejo tele potrebe. No. Za naj ostane tako, ostane nazornada, da recimo, njo sem mogla teatro, gremo jaz pico, da tako je finil vse. Ma se zmisliš, Mariucci, te prve leta, tele 8. marzo? Se zmislim, mamma mia, che entusiasmo, ragazzi. Ja, je bilo lepo. Se je pričakalo, veš, ma za me je, ke smo bili midrovski potle, kar redoleta naprej, tako, pa sa vsanom Bojanu malo, vse, Takrat je bilo, je bilo puno
je bilo puno ljudi, vse ti ljudje so se zgubili sada s cajtan, nije več tista kompanija, ki je bila ankeratan, ja, ko se reči, s cajtan se zgube. Tako 8. marec je zgubil njeha pomen. Jaha. Tudi beneško gledališče se pripravlja za 8. marec, ki ga bomo praznovali v soboto 8. marca ob 20. v večnamenski dvorani blizu cerkve v Špjetru. Predstava se kliče Pogledi. Telekrat pa nam ne pripravljajo komedije, pač pa gledališke poglede, ki nam jih bojo podrežijo Marjana Bevka ponudili igralci beneškega gledališča. V živo bo igral tudi pianist Davide Tomazetič, ki bo poskrbel tudi za glasbeni poklon vsem ženam. Mednarodni dan žena v Špjetru organizirata Zveza beneških žen in beneško gledališče. Poslušajmo, kaj sta nam o tem rekli dve igralki, se pravi Breda in Ana. Veš, kak je 8. marec niku in krad je bil res za žene, da so se... Kaj je zdaj? Kaj je zdaj? Povej, Jana, kaj je Jala. Povej. Ti moraš biti žena multitasking. Ja. Moraš narediti 100 reči. Ja. Moraš dirati, moraš varvati otroke, moraš popeljati moža, hišo, čerice, kuhati, in tako, kaj ti ostane, da imaš 100 reči. In priješ pozno še na vrečito. 8. kvart, primo še le dol. Ko si jala žena, ko si rekla? Multitasking. Ma pa kaj pomeni multitasking? Pomeni, da ti moraš narediti 100 reči, in moš samo odno. Ja, bravo, bravo. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lep pozdrav iz Benečije.